Hiša v vasi Soča na sredini med Bovcem in Trento je bila več desetletij v lasti domačinov. Lastnika, starejši par, pa sta bila pripravljena na nov začetek, zato sta hišo prodala. Novi lastnik je želel ohraniti izvirni karakter hiše, a si hkrati zagotoviti sodobno bivalno okolje. Smo v enem najlepših kotičkov naše dežele, natančneje na vrhu velikih korit reke Soče. Ogledali si bomo primer izvrstne prenove stare soške hiše, katere glavno vodilo je bilo spoštovanje tradicije. Gospa Zule, nahajava se v res fantastičnem prostoru in v čudoviti hiši. Povejte nam prosim kaj več o stanju pred prenovo in o samih izhodiščih. Hiša pravzaprav sploh ni bila v slabem stanju, bila enostavno stara hiša, ki je potrebovala prenovo in prilagoditev hiše sodobnem načinu bivanja in sodobnim standardom. Zunanjost je potrebovala le osvežitev, obnovo. Ohranili smo klasične elemente bovške hiše, gank, zidane stopnice, napušč. In naše stranke vedno nagovarjamo k temu, da ohranijo klasične elemente, tradicionalne elemente, zato ker hišam dajo njihov karakter, njihovo privlačnost. Večji del prenove je bil pravzaprav njena notranjost in pridobitev večje uporabne površine. Izkoristili smo prej neuporabni del podstrehe in s tem dobili večjo površino bivalno, torej iz 70 kvadratov smo pravzaprav prišli na 160 kvadratov uporabne bivalne površine. Prvotni tloris hiše je bil tipičen za tradicionalno bovško hišo. V pritličju so bili servisni prostori, v nadstropju stanovanje, velika podstreha pa je služila za odlaganje stvari. V prvem nadstropju, kjer je bilo prvotno stanovanje, so zidovi zelo debeli, okna pa manjša. Tu so po novem 3 spalnice, sanitarni prostori, udobna veža in stopnišče, ki vodi v mansardo. Pri prenovi se arhitekti niso mogli upreti potencialu, ki ga je nudilo prostorno podstrešje. Želeli so odprt, velik in svetov bivalni del z lepimi pogledi na okoliško gorovje, zato so kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo umestili v mansardo. Med prenovo so na podstrehi odkrili stare lesene sani, ki so jih obnovili in vrnili tja, kjer so jih našli. Prav tako so bili obnove deležni stari tramovi, ki sedaj, sicer zelo svetli podstrehi, dajejo pridih zgodovine. Povejte nam še kaj o organizaciji oziroma zasnovi interierja. Deluje domačno in toplo in vidi se, da ste spoštovali tradicijo. Tako je nov namen te hiše je počitek in vdih naše stranke in njihovih gostov. In recimo tukaj na podstrehi smo uporabili nevtralno barvno shemo. Zelo radi uporabimo, izpostavimo originalne, stare elemente in jih mešamo z novimi kosi, z različnimi materiali. To nevtralno barvno shemo smo popestrili z kontrastom črne barve, s teksturami, ki se ponavljajo in povezujejo spet vse skupaj v celoto. Veliko pozornosti je bilo namenjeno tudi naravnim in umetnim virom osvetlitve. Kvaliteta podstrehe je, da prihaja vanjo svetloba z vseh strani. To so dosegli z uporabo strešnih oken in velikega panoramskega okna, ki bivalni del še dodatno poveže z naravo. Gospod Golmajer, v tem prostoru se človek takoj začne izvrstno počutiti. Ampak dobro počutje je malo tak neoprijemljiv, malo ohlapen pojem. Zato me zanima, kaj vse vpliva na dobro počutje. Ja, pri tej hiši je res globok poklon oblikovalkam in tudi lastnikom. Izgleda, da so vse naredili prav. Hiša je izvrstno izkoriščena, prostori so svetli, okolica tukaj je čudovita in hiša je enkratno umeščena v samo naravo. No, za dobro počutje v prostorih je pa nujno zagotoviti dovolj dnevne svetlobe, svežega zraka in pa tudi ta vizualni stik z okolico. No, v mansardi sami je možno dopeljati dnevno svetlobo tudi od zgoraj. V tej hiši so prostore, kodr se zadržujemo največ časa, umestili ravno v mansardo in dobili so neverjetno privlačen prostor, ki je dovolj svetov, ki z veliko volumna daje neko energijo, dobro počutje. Tega seveda v vsaki hiši ni možno narediti. Je pa praktično v vsakem prostoru, ki je direktno pod streho, možno pripeljati naravno svetlobo z vrha in to velja tudi za poševne strehe in tudi za objekte z ravno streho.
Zdaj omenjate dovolj naravne svetlobe, ampak kdaj vemo, da je te svetlobe dovolj? Ja, naravna svetloba nam je dana vsak dan, pa tudi človeško oko je neverjetno prilagodljiv organ in že majhna odprtina nam sporoča, da je kar dovolj svetlo, ampak temu ni tako. Dobro je vedeti, da je v veljavi standard, ki govori o osvetljevanju prostorov z naravno svetlobo in ta standard določa faktor dnevne svetlobe, naj bi bil vsaj okoli 5%. To pomeni, da v prostor pripeljemo 5% dnevne svetlobe, ki je tisti trenutek zunaj, na prostem. Takšni prostori bodo dovolj svetli, da bomo lahko brali, delali in brez uporabe umetne razsvetljave. Na delovnih površinah ne bi bilo nekje med 300 in 500 luksov svetlobe. To spridemo uporabljajo arhitekti, katerim je tudi na voljo brezplačni program za izračun tega v fazi planiranja. In takrat velja nek nasvet, ki je tudi neka minimalna zahteva, da ne bi bilo glede na tlorišno površino tal vsaj 20% okenskih površin. To je sicer enostavno, je pa malce zavajajoče, ker lahko imamo stekleno steno, globe v prostoru, pa kuhinjo ali otroško mizo in podobno, kodr je pa pretemno. Zelo pomembno je postaviti okna tja, kodr okna potrebujemo, kar je v mansardah možno. Ampak naravna svetloba ni edino, kar naredi prostor prijeten. Na kaj moramo biti pozorni pri vgradnji strešnih oken, da bo naše bivanje prijetno? Prej sem omenil minimalne zahteve o dovajanju dnevne svetlobe v prostor. No in te okenske površine ne da nam dovajajo samo dovolj dnevne svetlobe, ampak nam dovajajo tudi brezplačno sončno energijo v sončnih zimskih dneh. Vendar pridejo poletni meseci, kodr moramo poskrbeti, zaščititi pred pregrevanjem. Takrat moramo biti pozorni, da je na okna možno namestiti tudi senčila, ki zmanjšujejo odor sončne svetlobe med 70 in 90%. Zelo pomemben, že prej sem omenil, je ta stik z okolico, ker pogled ven na travnik, na nebo, nam pove, kakšen dan sploh je. Zato ne bi bila okna ograjena med 90 in 110 cm, zato da vidimo ven tudi, ko sedimo. Pozorni moramo biti tudi na način odpiranja oken, ker če imamo pod oknom pohištvo, sedežno garnituro, mizo, ne izbrati okna s kljuko od spodaj, ker ne bomo kljuke dosegli. Okna nam z odpiranjem dovaja tudi svež zrak. To lahko zagotovimo z ročnim odpiranjem, ker pa smo ljudje večkrat z mislimi tudi drugje, pa za takšno zračenje lahko poskrbi tudi avtomatika. Takšna avtomatika je kompatibilna tudi z mehanskim prezračevanjem, ker deluje na podlagi podatkov senzorjev o stanju v prostoru in na podlagi nastavitev uporabnika. Meni samemu je pa najbolj fascinantno to, da avtomatika zjutraj spusti zunanja senčila, da prepreči pregrevanje prostorov, ampak le, če je napovedan takšen dan. Da povzamem, za prijetno in zdravo mansardo so potrebne 4 stvari. Dovolj dnevne svetlobe, vizualni stik za okolico, senčenje in svež zrak. Ker ima hiša čudovit velik vrt, se življenje poleti bolj ali manj preseli ven. V ta namen so v pritličju hiše uredili manjšo letno kuhinjo, ki nudi vse, kar je potrebno za uživanje na vrtu. Ja, lahko recimo povemo o tem, da tudi v okolico nismo kaj dosti posegali, zato ker to je kljub vsemu je počitniški dom. Kar pa je posebnega tukaj je to, da so ograjeni zelenjavni vrt spremenili v balenišče. Aha, seveda, smo na severnem Primorskem in vpliv Italije je še takšen, da je treba igrati boče vsake toliko časa. Tako je družina lahko uživa na vrtu. Čakajte, in tukaj dejansko ljudje včasih igrajo tele boče, kot temu pravijo? Seveda, zato smo to naredili.